Ekotrofelija nam je tudi letos postregla z zelo zanimivimi proizvodi. Študenti so se zelo potrudili in moram reči, da smo na zbornici navdušeni, kajti že 8 leto zapored je to tekmovanje potekalo in tudi letos se je na natečaj prijavilo 6 ekip, vsega skupaj 23 študentov. Študenti prihajajo iz 2 različnih univerz, 5 različnih fakultet in letos se je natečaj, sta se prijavili tudi 2 ekipi z Višje strokovne šole iz Ljubljane. Če poudarim, glede na to, da Zbornica kmetijskih živilskih podjetij leto že 8 leto zapored organizira to tekmovanje, smo imeli do sedaj že kar 110 študentov, ki so se odzvali na natečaj, objavljen na naši spletni strani, in veseli dejstvo, da je vsako leto prijavljenih več ekip. Posebna zahvala gre seveda mentorjem, ki so tudi letos pod budnim očesom spremljali študente, ki so nenazadnje ne samo predstavili svoje projekte v pojasnjevalno-tehničnem dosjeju, razvili so embalažo in nenazadnje izdelek, ki je primeren za senzorično ocenjevanje. Nacionalna ocenjevalna komisija 7 članov, kateri je predsedovala tudi letos direktorica, dr. Tatjana Zagorc, so imeli težko delo, vendar celokupno gledano ocene so pokazale svoje. Zmagovalna ekipa, ki je poznana junija, bo Slovenijo zastopala tudi na evropskem tekmovanju Ekotrofelia Europe 2016. Tekmovanje bo pa potekalo oktobra v času sejma Sial v Parizu. Mi predstavljamo blagovno znamko Megi, in sicer izdelek ajdova dekeljca. To je sladoled tradicionalnih slovenskih okusov, in sicer ajde in pa kislega mleka. Odlikuje ga visoka vsebnost kalcija, ki ga pridobimo iz jajčnih lupin, kar je naš najmočnejši atribut za inovativnost, ter ima veliko vsebnost vir beljakovin in tako lahko rečemo, da je funkcionalno živilo. Poleg tega pa je naša inovativnost tudi priročna embalaža, ki ima izolacijsko funkcijo, in sicer zadržuje temperaturo, tako je naš sladoled dlje časa kakovosten in pa mikrobiološko varen. Razvili smo inovativen prehranski izdelek, ki je izključno iz slovenskih ekoloških sestavin, je pa brez žit, brez dodanega sladkorja, bolje posledično zaradi tega, ker je brez žit, je seveda brez glutena, je vir prehranskih beljakovin in prehranskih vlaknin in predvsem je to, da je ekološko, to je naša prva osrednja misel. Vse skupaj smo pakirali v ekološko embalažo oziroma v recikliran karton. Tisk je na osnovi vodne faze, kar je še dodatno, da je pol za okolje manj škodljivo. Vse skupaj še pakirano v tako folijo biorazgradljivo, ki pa je seveda pol sam vstavljena notri, da lahko potrošniki enostavneje reciklirajo. Tudi sam proces izdelave je zelo nizkoenergetski, kar je še dodatno naša prednost. Na tekmovanje Ekotrofelia sva se prijavila zato, da bi si pridobila nekaj izkušenj in znanja. Glede na to, da sva iz Dolenjske, sva se pa odločila za fermentirano nizkoalkoholno pijačo, ki ima tudi probiotičen učinek, je polna B vitamina in antioksidantov ter pozitivno vpliva na črevesno floro in delovanje jeter. Je dobrega osvežilnega okusa. Ciljna skupina so mladi, aktivni ljudje, ki skrbijo za svoje zdravje, za svojo prehrano. Biorazgradljiva folija predstavlja inovativno rešitev na področju naravovarstva in trajnostnega razvoja. Predvsem v preprečevanju naraščajočega onesnaževanja okolja, tako onesnaževanja zemlje, morja in zraka, ki je povzročeno zaradi pretirane produkcije in razgradnje sintetičnih embalažnih materialov, ki bazirajo na plastiki. Naredili smo samo folijo na bazi škroba, na bazi škrobnega kleja, dodali pa smo glicerol in kis. Vida je presna veganska bombonjera, sestavljena iz konopljenih proteinov, agavinega sirupa in kokosovega olja z 4 okusi, asaji jagod, paprike, kakava in pa indijskih oreščkov. Je presna veganska eko bombonjera,
z nizkim glikokemičnim indeksom, ki je pripravljena za uživanje. Embalaža pa je prav tako posebna in zanimiva, zato ker embalaža ima dvojno funkcionalnost. Najprej embalaža je pač škatla za bombonjero, nato pa se pokrov zloži na drugo stran, obrne in postane priročen okvir in lepo darilo. Mi smo razvili en tak inovativen pekovski izdelek, sicer z glavnim delom ajde. Izdelek je pravzaprav primarno iz ajde, ampak je v obliki čebelce in to je tista najbolj inovativna stvar. Gre se za pekovsko pecivo, ki je že na prvi pogled zelo drugačno od vseh ostalih, namreč ima tudi proge, tako kot čebelce iz maka in pa koruznega zdroba, tako da se vidi ta progavost in ljudje takoj dobijo asociacijo na čebele. In ne samo, da smo hoteli ekološke surovine noter dati, želeli smo še majčkeno spodbuditi družbo. Tako da mi smo se odločili, da za vsakih 10.000 čebelic, ki jih bomo prodali, bomo zasadili eno lipovo drevo. Da pa stvar ne bo samo na ekologiji, smo se odločili, da bi majčkeno zaktivirali še družbo. In sicer etiketo smo želeli natisniti tudi v brajlici. Tako da s tem bi si v bistvu zagotovili, da se potrošniki še majčkeno ozaveščajo o skupinah ljudi, ki jim ne namenimo dovolj pozornosti, tako da to je ena izmed stvari inovativnih, ki smo jih v našem produktu izjavili oziroma naredili. Dobili smo zmagovalca letošnjega natečaja Ekotrofelija Slovenija 2016 in to je sladoled z okusom kislega mleka in pa ajde z imenom Ajdova deklica.